Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. 25. junija praznujemo državni praznik in 34 let, odkar je postala naša država samostojna. Vsako leto pri lipi samostojnosti poteka osrednja prireditev. Letošnji slavnostni govornik je bil župan občine Radovljica Ciril Globočnik. V kulturnem programu pa so nastopili osnovna šola Antona Tomaža Linharta in učenci glasbene šole Radovljica. Spoštovani, 25. junija praznujemo državni praznik. Obeležujemo obletnico razglasitve Slovenije za samostojno državo. Edvard Kocbek je zapisal: domovina ni le prostor, kjer smo se rodili, je predvsem prostor, kjer smo odgovorni. Tudi zato, ker se zavedamo odgovornosti, praznujemo, ker si želimo na ramenih prednikov graditi srečno in mirno prihodnost. K mikrofonu vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika, in ga prosim za nekaj slavnostnih besed.
Spoštovani poslanka Državnega zbora, gospa magistrica Alma Intihar, častna občana Egidi Gašperšič, Marija Kolar in cenjene svetnice, svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti, veterani vojne za Slovenijo, dragi Radovljičani, lepo pozdravljeni pri naši lepi samostojnosti. V tem letu praznujemo 800. obletnico konca druge svetovne vojne, zmage nad fašizmom in nacizmom. Druga svetovna vojna je terjala več kot 70 milijonov življenj. Ni se nam treba ozreti daleč preko naših meja, da ugotovimo, da so kljub tej tragični zgodovinski izkušnji še danes nujni in aktualni pozivi in dejanja solidarnosti ter zavračanja vsakršne agresije in nestrpnosti. Spoštovanje do žrtev druge svetovne vojne in vrednot narodno-osvobodilnega boja izražamo tudi z vzdrževanjem obeležij, pomnikov in spomenikov ter grobišč padlih borcev, kar je eno od poslanstev Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Žrtev se spominjamo tudi na slovesnostih. Naše krajevne skupnosti, Begunje, Mošnje, Ljubno, Lancovo in Srednja Dobrava so svoje krajevne praznike določile na dneve povezane s tragično usodo civilnih žrtev druge svetovne vojne, talcev, internirancev in izgnancev. Praznik občine Radovljica je 5. avgust, dan ustanovitve Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Da vojna grobišča, kraji trpljenja in poguma ohranjajo svojo sporočilno moč ter ostajajo dostopni, urejeni in spoštljivo predstavljeni nam in prihodnjim generacijam, skrbimo tudi lokalne skupnosti z roko v roki z Ministrstvom za obrambo. Ob 80. obletnici osvoboditve talcev iz begunskih zaporov smo celovito obnovili spominski park in grobišče talcev. V muzeju talcev smo odprli novo stalno razstavo, ki ohranja spomin in poudarja pomen prizadevanja za mir in človekove pravice tudi v današnjem času. V Radovljiškem grajskem parku pa v teh dneh obnavljamo grobišče borcev narodno-osvobodilnega boja. Slovencem je konec druge svetovne vojne poleg osvoboditve prinesel tudi velike družbene in politične spremembe, ki so vztrajale vse do osamosvojitve leta 1991. Tedaj smo na tej osnovi pridobili samostojnost in suverenost. Pred 35 leti je pomembno vlogo odigralo 16 od 62 občinskih štabov teritorialne obrambe. Maja leta 90 so pogumno zavrnili ukaz in niso oddali svojega orožja pod nadzor Jugoslovanske ljudske armade. Tedanji komandant Radovljiškega občinskega štaba, naš cenjeni soobčan Janez Koselj, je danes predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Združenje s širokim naborom dejavnosti dodatno osvetljuje in ohranja spomin na prelomne dogodke v času osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. S tem krepi spoštovanje vrednot naše države, katere nastanek smo omogočili tudi veterani vojne za Slovenijo, tako da danes lahko praznujemo dan državnosti. Za rojstni dan naše države, naš praznik, vam iskreno čestitam. Hvala. Z aplavzom pospremimo odhod praporjev.
V današnjem programu smo ustvarjalne moči združili učenci glasbene šole Radovljica in osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Veseli smo, da lahko s svojimi talenti praznovanje popestrimo in tudi pokažemo, da nam ni vseeno za našo domovino. Trio harmonik nas bo popeljal v svet melodij bratov Avsenik, pihalni orkester pa v svet slovenskih evrovizijskih uspešnic.
Spoštovani, današnjo slovesnost smo v organizaciji občine Radovljica izvedli. Pihalni orkester glasbene šole Radovljica z dirigentom Dejanom Rihtaričem, se opravičujem, trio harmonik pod mentorstvom Tomaža Cilenška, šolska košarkarska ekipa osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica pod mentorskim vodstvom Sabine Felc, ter Lucija Zupan in Rok Andres. Slovesnosti sledi štart tradicionalnega teka Radolške desetke. Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo na tem mestu takoj po končanem teku. Hvala vsem, ki ste se zbrali in počastili državni praznik. Program zaključuje orkester s skladbo Tivoli. Lep začetek poletja in ponosen dan državnosti. Srečno!